Sem Luka Livojec, sem tehnični vodja Akademije v nogometnem klubu Domžale. Moje delovne obveznosti so skoncentrirane predvsem na selekcije od U14 do U19, se pravi starejši del mladinskega pogona. Za začetek lahko povem, kako poteka približno moj dan, vsak dan na akademiji. Zjutraj se pripeljem v službo, najprej preverim seveda, če so bili fanti, zdaj imamo trenutno 18 v akademiji, če so šli prejšnji večer normalno spat, če so bili vsi na akademiji, potem se opravim na ogled akademije. Zelo je pomembno se pravi, da fantje poskrbijo za čistočo, za čiste sobe. S tem dobijo na disciplini, ki je pomembno, recimo, če boš šli v tujino, pa se bomo mogli znati sami, bojo mladi, tako da jih poskušamo naučiti tudi kakšne druge stvari, kakor samo igranje nogometa. Na to sledijo stvari, katere potrebujemo za vsakdanje delovanje, kot so delegiranje tekem, naročanje avtobusov, prehrana športna, potem imamo šolskega koordinatorja, s katerim je treba uskladiti veliko stvari, sploh zdaj, ker se je šola začela. Tukaj je še psihologinja, individualni treningi in pač to je vse treba koordinirati. Tukaj nastopam pač jaz, da to vse poteka tako, kot treba. Vse pa moje delo ne konča ob 4 popoldne, vseeno imamo igralce. Kadarkoli sem jim dosegljiv, da me pokličejo, če je kakršnakoli težava. Pomagajo mi seveda tudi drugi zaposleni v klubu, tako da za igralce načeloma skrbimo 24 ur na dan, tako da to je naša naloga. Poleg vsakdanjih zadev, ki jih je treba postoriti v akademiji, pa pride tudi posebne zadeve, kot je recimo UEFA Youth League, oziroma kot vsi poznamo pod Mladinsko ligo prvakov, kamor smo se uvrstili letos. Bil sem tudi v njonu na žrebu, treba je pripraviti se pravi za gostovanja, vse domače tekme, glede delegatov, glede sodnikov, ogromno dela. Ne vem, tukaj so še vsakoletne zimske priprave, zadnje čase hodimo v Umag, kjer se počutimo dobro, to je neka tradicija, si vzamemo 4 dni, gremo in gremo na priprave. Treba je pripraviti tudi vsakoletne memoriale gospodu Kralju, gospodu Hribarju, gospodu Šetini, ki so pustili velik pečat v našem klubu. Tako da to so že večletni turniri, ki jih pripravljamo, sploh Kraljev memorial, zadnje leta kar močen turnir, vsako leto prihaja Red Bull, Crvena zvezda, Rijeka in tako naprej. Zdravniški pregledi za fante, zdaj se je začela sezona, so mogli vsi narediti, se pravi od EKG-ja do vzema krvi, treba organizirati vse zadeve. Pri raznih poškodbah je treba opraviti rentgene, treba jih peljati na kakšne preglede, tako da za fante je pač poskrbljeno kar najbolj, kar se da. Poleg nogometa pa je za nas pomembno tudi izobraževanje, predvsem naših nogometašev in njihovih staršev. Zato organiziramo predavanja, kot je Zavod Vozim, se pravi, da jih probamo odvrniti, da bi vozili pod vplivom alkohola, da bi merka na cesti, prišli so tudi gasilci, pokazati, kako se recimo pogasi neka zadeva, če se doma karkoli zakuri. Naslednji teden oziroma v roku meseca bojo k nam prišli tudi predstavniki Sloade, da bojo fantom razložili se pravi nevarne posledice jemanja prepovedanih živil oziroma kako preprečiti, da bi nevede zaužili prepovedane substance in s tem bili kaznovani. Delo mi je pisano v kožo, tudi sam sem bil včasih perspektiven športnik, tako da razumem fante, razumem, da so mladi, razumem, kako razmišljajo, kako sem jaz takrat razmišljal. Tako da jim probam čim bolj pomagati, da bi razumeli, zakaj so tukaj, kaj je njihova naloga, kaj si želijo v življenju. In upam, da pač to dosežejo. Zdaj nekaj najlepšega je, ko vidiš, da nekdo iz mladinskega pogona, iz akademije naredi ta preskok kot člane in zaigra za člansko zasedbo, pač in veš, da si da tudi en kanček mozaika v kariero tega fanta, tako da nekaj najboljšega, kar lahko delam. Plus, da je to v športu, v katerem sem bil celo življenje, tako da upam, da bom še dolgo tukaj.